Zmanjševanje virov, tako kadrovskih kot materialnih in tudi finančnih, zelo vpliva na izgradnjo zmogljivosti na eni strani, na drugi strani pa se seveda odraža tudi na načrtovano oziroma predvideno funkcionalno profesionalizacijo in nenazadnje integracijo vojske znotraj ministrstva in širše v zavezništvo, tako v sklopu NATO kot v sklopu Evropske unije. V strateških dokumentih predvidena kadrovska rast ali pa predvidena intenzivna kadrovska rast vojske je zaustavljena na številu 7600 pripadnikov in 1700 pripadnikov pogodbene rezerve. Tako smo že v lanskem letu bili prisiljeni, da kadrovske procese in kadrovsko politiko poskušamo uresničevati znotraj tega števila, kar predstavlja tako imenovani zaprti kadrovski krog, ker ima določene prednosti, ima pa seveda tudi vrsto izzivov in posebnosti. Število častnikov se zmanjšuje in je trenutno na 16% sestave, še vedno je višje, kot bi lahko imeli. Število podčastnikov je ustaljeno na 2000 in je 26% sestave, kar je na ciljnem stanju. Uspeli smo povečati število vojakov na 41% sestave ter zmanjšati število vojaških uslužbencev in pa civilnih oseb. Moram reči, da praktično ne zaposlujemo nobenega na področju civilnih oseb. Doseganje ustreznega razmerja med temi kategorijami tudi v prihodnje predstavlja poseben izziv, zaradi tega, ker pač nekdo mora zapustiti vojsko, da bi potem lahko nekoga drugega postavili ne na njegovo mesto, ampak na tisto mesto, ki ga v prihodnje potrebujemo. S številom prihodov in pa odhodov iz vojske se prilagajamo dovoljenemu obsegu in pa istočasno razpoložljivim virom za plače. Torej ni dovolj samo, da imaš odobreno število ljudi, ki jih lahko zaposliš oziroma ki jih lahko imaš v sestavi, zato moraš seveda imeti tudi ustrezen denar. Do 1.12.2010 je vojsko prišlo 285 oseb, od tega 43 tistih, ki so šli na prostovoljno služenje vojaškega roka, odšlo pa je 236 oseb. Ta razlika, ki se iz tega da zdaj izračunati med prihodi in odhodi, se izravna do konca leta, ko se upokoji še okoli 50 oseb. Tukaj to predstavlja določeno posebnost, torej ljudi, ki jih želimo zaposliti, je treba poslati najprej na temeljno vojaško usposabljanje v Vipavo in ne dobimo jih v tistem momentu, seveda, ko nam nekdo gre iz sistema. Treba tudi povedati, da imamo zelo liberalen in enostaven način, da je iz sistema brez posebnih ovir in pa nekih dodatnih zaščit, razen glede vračila denarja za usposabljanje oziroma za šolanje za licence, ki smo uporabili za pripadnika.